tisto, ko bo mi to pošiljali, jaz ne moramo snimati. Kar rabimo pa človeka zraven. Pa slike In tam v takem notu eno aparaturo in slike za naslovno. Okay. Nemo, kar poslali? Ja. Pa 12.50 naprej. Ne, smo do 12.50 bomo... Na tem klipu, ne se pa ostalo. Se boš lahko še sporočil, unmu, ko ga kličeš, ne vem, končno izmenjavo ali kaj, da dajo pod Vidmajer, ne vem, Adidas Brnik ali neki. Ja. Zato, da se tako... Da novijo iskanje, ne? Da še oni pol rabili. Gospod Vrbušek?
Se pa da muska spoda, ne? Se ne da treba, kaj je bolj možnosti. Ti boš vidite pa ne. Se da je to češko, stavno, to je štavno. Jončka je amazing, ne? KB Bryant. Kje? Se že trikrat predstavljal. Ja, tam trima v floti, jaz sem zadnjič smo letel za enim ful starim, smo šli z Nemčijo. Kako je bilo to? Se ne bomo nič videli. Bomo, kja bi šli, daj. Aja, tule, ja, to pa ja. Zdaj ne bi bilo boš, če bi jih sprehodili z aviona dol, ne. Če se morajo čekirati, če bo. Ja, novile z Japonske. Tunes pa. Tunes so pa... Vsi imajo še ful enega tega blata z Japonske. Trenili. Daj peče pometno, kaj še malo. Pa tale ne umakne, tale bundi. Pa boš ti gre, kaj se, kaj je zdaj?Imo sprobata, ne? Se zdaj to ta nov? Se ga molijo. Starga ne uporabljajo več. Nekako bo zelo naredil, če imamo več avionov. Tujce. To može pa specializi, kakšno bi ne da vidiš. Tale je najboljši. Marko Milič. Ja, pa Kuj, dej se. Zdaj saj peta strana štange, da saj fotko. Evo ga, Tobi. Tole pa ni toga, tole pa ni, če bula, če baš nek vedi nekaj načrt. Ja, so mi blici stigli. Marko se je pa ugojil. Na drobne. Voha, če kaj smrdi po alkoholu. To je Dončić, svega.
Sredino? Aha, zdaj sem jaz. Pa bi se moral lukati, da vse je toliko mikrofonov. Toliko mikrofonov. Jaz bi vas zelo lepo pozdravil na še eni novinarski konferenci, ki jo imamo tukaj na letališču. Danes je prišla domov naša res odlična košarkarska reprezentanca, največji uspeh slovenskih ekipnih športnikov na olimpijskih igrah. Z nami so seveda gospod Sekulič, selektor, Luka Dončić, ki je eden najboljših igralcev prva peterka olimpijskih iger, predsednik olimpijskega komiteja, gospod Gavrovac, predsednik košarkarske zveze. Gospod Erjavec je štart bilo kar besedo predsednika olimpijskega komiteja, da pove svoj pogled na olimpijske igre in pa na izjemne predstave naše košarke. Ja, hvala. A rože dam zdaj ali pol? Kar lahko takoj pa je. Dajmo z rožami, ne prej začeta, ne. Šovka sta čisto enaka. Športnik imajo pa vedno prednost. Hvala. Izvoli. Seveda trener, ki je zelo zaslužen za to, ne. Hvala lepa. Izvoli. Ja, gledajte, zvedno to, da komaj čakate na tisti del, ki je najbolj pomemben, to se pravi na izjave naših šampionov. Res, težko najti v besednjaku slovenskega jezika besede, s katerimi bi lahko izrazili hvaležnost in pa počastitev temu rezultatu. Vsi tisti, kateri drugače razmišljajo, da bi tu mogla biti medalja in ne vem kaj še vse, so zelo veliki zmoti. Podatek, da za temi, kateri smo nažalost pač izgubili, so 60 let rabili, 60 let, ne, to je 15 olimpijad, da so prišli do 3. mesta. Tega se treba zavedati. In fantje, vsi res iskrena hvala z najglobljimi pozitivnimi čustvi, pokazali ste Sloveniji in vsem, da zmoremo in pokazali tudi vsem generacijam, ki bodo za vami, ampak ne za vami zdaj, ne, mogoče čez 12 let ali pa 16 let, da se zmore in da je to lahko to, kar ste dosegli. Res v imenu slovenskega športa in Slovenije iskrena hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Erjavec, košarkarska pravljica se nadaljuje. Tukaj moram pa nadaljevati potem Lukatove besede in sicer naslednje leto je Evropsko prvenstvo, kjer branimo naslov, potem je svetovno prvenstvo in takoj spet olimpijada. Hvala. Mislim, da bomo že 3 poletja uživali v košarki, bomo pa naprej delali na črte. Tako da pravice se nadaljuje. Hvala lepa. Gospod Sekulič, prva ekipa slovenska v polfinalu olimpijskih iger. Res sem velik poklon, kako ste vi videli prepojem pot? Ja, danes se pot začela začetku junija. Nismo si predstavljali, da bomo lahko na prvih olimpijskih igrah posegali po najvišjih mestih. Nažalost se ni šlo po našem okusu, glede na predstave, ki smo jih prikazali, smo si sigurno zaslužili medaljo, vendar zmanjkalo je malo sreče. Ampak veliko so mi to rekli, če bi pred kvalifikacijami mi nekdo rekel, da bomo izgubili polfinale proti Franciji v zadnji sekundi, bi takoj podpisal. Tako da moram biti zadovoljni, predvsem pa sem ponosen na fante, na način, kako so predstavljali našo državo. Hvala lepa. Luka, se zavedate, da je pol Slovenije ni spalo na tekmi proti Nemcem, da ste se v bistvu na tekmi polfinala in za 3. mesta se je Slovenija v bistvu stavila? Kako ga ni razumem, si se gledali televizijo, kako ste vi doživljali to? Ja, mislim, da sem to, kar sem že povedal takoj po 3. mestu, ko smo izgubili, da se zahvaljujem vsem, ki so gledali. Mislim, da je bilo tudi mogoče več kot pol Slovenije. Res se zahvaljujem vsem, ki so ostajali, ki so nas gledali in res Se pa besedo predajem vam, glede na to, da je ekipa na poti že skoraj 24 ur, ena na ena intervju ne bomo delali, tako da če so še vprašanje strani medijev, prosim, da jih zdaj kar postavite. Večkrat ste poudarjali košarkarji, da ima Slovenija najboljše navijače na svetu, zdaj pa to, ki niso mogli biti zraven, zagotovo je bilo veliko. Na kakšen način ste čutili to podporo v šoli in kaj mogoče pričakujete v prihodnje središča? Mislim, da ni isto, če jih ni. Mislim, vem, da smo čutili, da so nas podpirali vsak dan,
ampak mislim, da se nam že to podporo dalo v Litvi, ko so prišli vse do Litve, je bilo kar nekaj navijačev, zelo so bili glasni proti celi Litvi, to je bila polna dvorana tam, ampak, kakor sem rekel, res hvala res vsem, ki so nas podpeli. Če se navežem na te navijače, včeraj se je bilo, zlato medaljo navijače v Nemčiji, ali se smanjiti, da bi se pripravljati misli? Kako? Če se smanjiti, da mogoče kaj pripravljati misli, kot navijače, da se nekaj Ne, mislim, vem, da še nismo več govorili v naslednjem letu. Mislim, da vsaj jaz rabim par dni pauz od basketa. Še kaj? Berem, bom rekla, vprašal, ampak tisto razočaranje je pa že šlo, ne ste preboleli na letalu ali prej, kakšen je zdaj vse poznanje? Tako bi rekel, mislim, da takoj po tekmi je bilo veliko razočaranje, ker bi res, vsi smo si želeli medaljo, vsi so imeli, to smo hoteli vzeti medaljo, ampak pol, mislim, da se tu zdaj zavedamo, da smo top 4 na svetu, to ni vsak dan, pa še to, da so naše prve olimpijske bile. Mislim, da smo se veliko naučili od tega in, ker je prej rekel Matej, imamo še 3 leta zdaj naprej tekmovanje. Še kakšno vprašanje za selektorja Sekuliča? Hvala lepa. Večkrat sem že poudaril to in še enkrat moram povedati, da prvo mi je veliko čast biti selektor slovenske reprezentance, moje domovine. In ne bom rekel, da je bilo v slabem stanju reprezentanca, ampak bili smo lahko rečem pod določenim pritiskom uvrstitve na Evropsko prvenstvo. Eno veliko tekmovanje smo že spustili, to je bilo svetovno prvenstvo 2019 in obstajala velika želja vseh, da se uvrstimo. Potem so prišle te kvalifikacije za olimpijske igre, še ena velika želja za vse nas, da se uvrstimo na te, končno že na te olimpijske igre in tudi to nam je uspelo. Na koncu smo pa spisali, lahko rečem, da eno res lepo zgodbo, oziroma poudarjam, fantje so spisali eno lepo zgodbo in ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe. Še kakšno vprašanje? Še dva vprašanja. Luka, mladi so še toliko reprezentanca v povprečju, imate občutek, da je to začetek ene reprezentančne voditve, če malce zamislimo, tisti evropski naslov, da je zdaj postavi. To ne gre za staro reprezentančno, gre za še vedno razmeroma mlado. Ja, mislim, da smo kar mladi že prle tu povedal. Kar se tiče pa, mislim, seveda je začetek. Mislim, od Eurobasketa takrat se spomnim, kakšni občutki so bili in hočem to še enkrat imeti, vsaj enkrat. Vsako poletje bomo šli na 100%. Zadnje vprašanje, še kaj? Ja, dopust nujno. Super, zato ker je dopust pred vrati, tudi končujemo tole konferenco. Hvala vsem medijem, hvala vsem, tukaj pa seveda lahko greste. Hvala lepa. Mediji pa prosim, če vas lahko spremimo ven, boste še potem posneli srečanje z navijačem.
še, bom pa, zato bom dal dol, da lahko zboli. Samo da redno. Zdaj je povedal, da ima doma večjo. Če greste kar naprej, ne sme. Ne, glej, ne moreš, ne. Rabiš ključ. Daj torbo. Okej, kul.
Samo je škoda dober pogled, a ne, ko veš, ko imaš pol, prej futra. Zdaj se tam meni štinki, pa se ne gre Sam zelo dobro.
vedeli smo, da pišemo zgodovino, ampak ja, škoda, da ni bo konca pisali.
prišli v Slovenijo, ste pričakovali kaj takega? Pa definitivno nisem, res, še enkrat so se pokazali navijači v najboljši luči, res, še enkrat hvala in vsaka čast. Včeraj je bilo nekaj razočaranja po tistem porazu, vendar pa zdaj, ko ste prespali, je že kaj lažje, 4. mesto je vendarle izjemen uspeh. Ja, mislim, da še vedno malo boli ta poraz. Bila je res ena enkratna priložnost, da smo imeli medaljo. Ampak kaj ćemo, življenje gre naprej in se fokusiramo na nove cilje. Tako da na tem sliku življenje v Ameriki, ste dobili kakšne odzive od tam, vendarle ste pokazali, da znate veliko. Ja, nisem dobil nobenega pohvala, kakorkoli, ampak se niti ne rabim. Mislim, da treba samo trdo delati naprej in ni treba biti zadovoljen. Zlatko, koliko to tukaj dal spodbudo za naslednje reprezentančne akcije? Mislim, da veliko spodbudo, samo po sebi motivacijo za trening, da res da pokažemo še več, česar smo zmožni. Mislim, da je res to enkratna spodbuda. Še vedno ste mlada reprezentanca? Ja, relativno mladi smo, tako da je še vrsta let reprezentanca sigurno. Res ne vem, kaj da komentiram na NBA. Mislim, da nekako nisem gledal reprezentanco kot neko popotnico za NBA, ampak res sem bil samo fokusiran na reprezentanco. Da ne vem, kar se bo zgodilo v NBA-ju je pa druga stvar, pa res nimam nobenih besed. Hvala. Prvih 4 tekmah ste res leteli po igrišču, še se zgleda, koliko je še druga točka. Kaj bi se če prišli? A bobo. Tako je, podpisal 16. naslednjim 5. koji mora, da mora zdaj streti sodelati. Ljudski človek.
je toliko stranega, veš, da je sem to, kot ljudje glasi, ne. Čakaj, sumečka. Ne, vem, sem, da bi pač jake prišel, ja. Goran, kako se vrne v Slovenijo polfinalist olimpijskih iger? Kako se vrne? Smo malo žalostni, ker nismo osvojili medaljo, ampak mislim, da smo naredili velik uspeh. Prvič na olimpijskih, bili smo četrti na svetu in lahko smo ponosni na ta uspeh. Kdaj se bojo posušile solze oziroma kdaj bo prišel nasmešek spet na obraz? Ja, je že boljša, ne. Tako da to se dogaja v športu, nekdo mora izgubiti, nekdo mora zmagati, tako da nekaj smo se naučili iz tega, tako da imamo Pariz čez 3 leta in jaz upam, da se uvrstimo tam, še pred tem imamo Evropsko prvenstvo in svetovno, tako da nas veliko tekmovanj čaka pred nami in se že veselimo tega. 2 meseca ste zdaj dali državi, reprezentanci, kaj boste zdaj privoščili sebi, ko ste končno doma? Ja, z družino, da gremo na morje, to, pa da čim več smo skupaj in potem v novo sezono. Hvala. Hvala.